Ljudje, 3 pomembne stvari bi rad delil z vami. Končno se vam lahko konkretno zahvalim in z vami delim pomemben trenutek projekta Rekord, potem je pa še nekaj. Prva stvar. Zgodilo se je totalno nepričakovano, ampak nekako se je sestavilo. V sredo sem bil po dolgem času spet s kockami na bazenu. Čez poletje sem se res ful potapljal, kockal sem pa tako. Moji časi za sestaviti eno Rubikovo kocko so ostali praktično enaki, nisem pa računal na izboljšanje svoje potapljaške kondicije. No, v sredo sva z Leno, mojo ženo, to je še ena pomembna novica, poročil sem se, poročila sva se. Kakorkoli. V sredo sem Leno prosil, če bi pazila name medtem, ko sestavljam Rubikove kocke. To je bilo čist poskusno z moje strani. Nisem imel niti svojega najljubšega in najboljšega neoprena, imel sem samo ta tankega, zaradi katerega se niti pripraviti nisem mogel tako, kot se ponavadi. Nisem imel svojih najboljših kock, imel sem samo tiste vadbene, sem jih pa prinesel s sabo 10. Očitno se z Leno nisva najboljš razumela, ker jaz sem mislil, da me bo ustavila, ko bom sestavil 7 kock, kar je zame relativno enostavno, no ona pa me ni. Tako da sem sestavljal in pol, ko sem ugotovil, da sem že res dolg časa pod vodo, sem videl, da sem sestavil že 9 kock. Ker sem se dobro počutil, sem vztrajal in nadaljeval. Ni bilo enostavno, res sem se kar boril, ampak vzel sem v roke 10. kocko in sestavil sem jo! Yes! Končno, ljudje, končno! Tole sem jaz pred, praktično 3 leti. Trenutno je uradni Guinnessov rekord 1, 2, 3, 4, 5 Rubikovih kock, čeprav jih je na YouTubeu en fant že rešil 8. Po mojih izračunih mislim, da bi jih jaz lahko rešil 10. In danes lahko z veseljem rečem, da sem dosegel cilj projekta Rekord. Zdaj to ni več svetovni rekord, zato ker je trajal precej dlje, kot sem pričakoval, je bilo pa ultra zabavno, čeprav na trenutke tudi precej naporno. Nič od tega mi ne bi uspelo brez vseh vas, gledalcev in gledalk, ki me na netu spremljate, navijate zame in podpirate moje včasih tudi neumne podvige. In to me pripelje do druge točke tega videa. Rad bi se vam zahvalil in skupaj z vami praznoval teh 10 kock in dosežek projekta Rekord. Ker trenutno ne morem sklicati ogromnega žura, sem se znašel malo drugače. V tem videu se mi je pridružil Špar in priskrbel en konkreten kup nagrad, da lahko praznujemo skupaj nadaljavo. Špar, še enkrat hvala za carske nagrade. Dajmo pogledati, kaj smo pripravili za vas. Najprej podarjamo 6 paketov prigrizkov za praznovanje, ki so okronani z enim obeskom Rubikove kocke. Potem pa imamo 2x spet paket prigrizkov, ker se spodobi za praznovanje, okronan s Pictionary Air družabno igro. Jaz nisem vedel, da to sploh obstaja ali pa kaj pravzaprav to je. Samo videl sem, da se na Jimmy Fallonu to igrajo in vedno mi je bilo fascinantno, no, zdaj lahko to podarjam. Potem pa imamo tu še veliko nagrado, dajte mi bobne. Glavna nagrada skratka je paket fan mercha projekta Rekord, ki ga sestavljata 2 majici projekta Rekord, ki ste jih gotovo že videli na tem kanalu, potem pa posebna, omejena izdaja značke projekta Rekord, ki jo delim, by the way, tudi če me kjerkoli srečate, a jo je že kdo dobil. Ampak to še zdaleč ni vse. Na vrhu te glavne nagrade, ki jo podpira fan merch projekta Rekord, je Ganova pametna Rubikova kocka GAN 356i. Se vem, to še ni dejanska kocka, ker je na poti, ampak glavna nagrada je GAN 356i. Torej, kaj morate narediti, da lahko sodelujete v celotnem žrebanju? Nič. To, kar že delate. Super je, če ste naročeni na ta kanal, čeprav to ni pogoj za sodelovanje v tej nagradni igri. Vse, kar morate za to narediti, je, da nekaj komentirate pod ta video. Skratka, nekaj napišite v komentarje, jaz bom pa prvi teden decembra med vsemi prijetimi komentarji izžrebal srečne nagrajence, ki jim bomo skupaj s Šparom poslali nagrade. Komaj čakam. Zdaj pa še zadnja stvar, ki sem jo hotel obelodaniti, mogoče celo najbolj pomembna. Na tem kanalu ne bom več tako pogosto objavljal rubikaških vsebin. Saj bom tu pa tam še vedno objavil kaj kockarskega, se pa vseeno moj fokus počasi seli naprej na, upam da, nove podvige.
Vseeno ne bi rad, da rubikaški duh izumre, zato ustanavljam ljubljansko kockarsko skupino. Rad bi, da ustvarimo okolje, kjer se lahko drug od drugega učimo in postajamo čedalje boljši, pa tudi čedalje hitrejši. Skupina je odprta za vse, ki vas zanimajo hitrostne uganke, starostnih omejitev ni v nobeno smer, vabljeni tako mladi kot stari. Skupino pa ustanavljamo v sodelovanju z Listovim inštitutom v Ljubljani in svojimi rubikaškimi prijatelji. Prvo srečanje bo v torek 16. novembra ob 5. In tole prvo srečanje bo bolj organizirana delavnica za različne nivoje rubikaškega znanja. Pridružila se mi bosta še Sandra in Matic, ki jo gotovo poznate iz mojih videov, in poskrbeli bomo, da pripravimo dovolj širok nabor za vsakega nadebudnega kockarja ali pa kockarko. Tako da, če poznate koga, ki bi ga to zanimalo, prosim, razširite vest. Več informacij je v temle Facebook dogodku spodaj v opisu videa. Moram pa povedati, če se seveda razmere spremenijo, bomo dogodek speljali tudi prek spleta, tako da se vidimo v vsakem primeru, če ne na kockarski skupini, pa na tem kanalu. Komaj čakam, da vidite, kaj imam v planu v naslednjih mesecih. Naslednji teden pa vam bolj natančno pokažem studio, iz katerega se oglašam. To je to za zdaj, lepo se imejte, čao! Zdaj grem pa pojesti vse te prigrizke. Ne, tole grem pogledat, ker to me pa res zanima. Pictionary R, noro! Ja, dejansko rišeš po luftu in ostali ugibajo. Hudo. To bi bilo tudi zabavno za YouTube video v bistvu.